Zelo sem vesela, da ste me povabili, najlepša hvala. Upam, da me vsi dobro slišite, da vidite, kar sem pravkar delila. Vidite, super. Prosili ste me v bistvu nekako, da bi predstavili step by step, kako se je razvijala veriga dobrih ljudi. Zato bi kar začela. Zdaj, če bodo vmes kakšno vprašanje, kar napišite, bom z veseljem odgovorila. Se mi zdi, da se tako celo več naučimo kot iz nekega predavanja. Jaz sem tukaj naredila res eno učbeniško predavanje, bom temu rekla, zato ker sem se res posvetila enim takim zadevam, na katere mogoče pozabimo, jih je pa fino vedeti, kadar začenjamo kampanjo oziroma karkoli od tega. Tako da, ja, veriga dobrih ljudi, od ideje do gibanja, sem rekla, mogoče bi bil to fajn naslov. Zdaj pa tako, kako se je sploh veriga dobrih ljudi začela? Na ZPM Ljubljana Moste Polje veste, da delamo že dolgo časa z družinami v stiski. Zdaj, mi smo ta program že imeli izdelan, pri nas se je to že dogajalo, družinam smo pomagali na 1000 in en način, vendar smo prišli do zaključka, da to, kar delamo, da se tega ne sliši, da tega ne poznajo. Ljudje seveda poznali so botrstvo, vedeli so, kaj vse delamo za otroke in vse tiste je bilo super, vendar zadaj je potekal cel program za družine, ki ni imel nobenega financiranja, ni imel nobene prepoznavnosti pravzaprav. Zato smo se odločili, da to predstavimo. In pri tem smo si kar nekaj vprašanj postavili, seveda, kako naj to, kar mi delamo, predstavimo ljudem. Kako ljudem povedati, da je to delo res zelo nujno in da tukaj potrebujemo njihovo pomoč. Mi tega ne moremo sami izvajati, je kar komplicirana zadeva. In pa, če se sploh zavedamo, kaj ljudi prosimo in če se zavedamo, kakšen je lahko odziv ljudi. Potem smo se malo pogovarjali, kaj so naše prednosti, kaj so slabosti, na kaj moramo biti pozorni. Imamo zaupanja vredno osebo, to je Anita Ogulin, ki jo verjetno vsi poznate. In pa smo zaupanja vredna organizacija. To so nam neki podatki, ki jim sledimo, že pokazali. To smo vedeli, da je super, da na to lahko računamo. Smo pa imeli izziv, kako predstaviti še en brand. To je torej iz veriga dobrih ljudi, ki je nastala. Kako predstaviti ta brand veriga dobrih ljudi in kako predstaviti razliko med verigo dobrih ljudi in botrstvom. Zdaj, recimo v tejle fazi še nismo niti imeli imena veriga dobrih ljudi. Zakaj? Zato, ker smo ugotovili, da ne vemo nič. Naša rešitev je bila, da smo se obrnili na Strobl Advertising Group, ki so bili že prej naši podporniki, in smo jim predstavili to našo težavo. Smo pa tudi jim zelo povedali, to, kar piše Think big, make small steps. Mi smo vedeli, kam želimo priti, mi smo vedeli, kaj je naš cilj, vendar nismo pa znali sami ubrati ta pravih korakov oziroma smo rabili pri tem malo pomoči. Skupaj z Strobl Advertising Groupom smo naredili v bistvu brand. Oni so nam pomagali zgraditi cel brand veriga dobrih ljudi. Skupaj smo naredili strategijo, razmišljali smo, kam mi sploh želimo priti v, ne vem, letu, 2, 3, 5, 10. Kaj je naš res tisti zadnji cilj in kakšni so vsi procesi, da pridemo do tega cilja. In tukaj bi recimo malo o strategiji spregovorila. Jaz vem tudi recimo prejšnja Ana Babič, ki je govorila pred menoj, je tudi rekla, da to so momenti, ki kar nastanejo in je res, to so momenti, ki kar nastanejo, vendar, če imaš strategijo, te vodi, v katero smer bi rad prišel. In ker enih teh momentov je en cel kup, ki se pojavljajo okoli, na katere je treba odgovarjati. Ampak, če imaš strategijo, če veš, kam greš, se tudi na te momente odzivaš na način, da se skozi njih približuješ strategiji. Ne vem, če sem dovolj jasna, boste pol vprašali, če bi bilo karkoli na tem.
V glavnem, skupaj smo zgradili strategijo, na podlagi tega oblikovali neke komunikacijske načine, kako bomo pristopali do donatorjev, kako bomo pristopali do javnosti, v glavnem, kako bomo do različnih ciljnih skupin dostopali. In prvi med njimi je bil pač medijska podpora. Šli smo na ProPlus. Zdaj, kot vsi veste, smo tam dobili podporo, ampak je bil pa proces kar zanimiv, ne. Prva stvar, ki jo vedno pogledaš, no pa tukaj še to, izhajali smo seveda iz izkušenj, ki smo jih na botrstvu dobili, tako da nam je bila pot temu veliko lažja, ampak vseeno ne brez ovir. Torej, šli smo na ProPlus, smo jim predstavili našo verigo dobrih ljudi in smo rekli, poglejte, iščemo medijskega partnerja, ki bi nam omogočil širiti besedo o tem. Tukaj bi jaz zelo opozorila. Dobivam informacije, da ljudje pristopajo do medijev, enih ali drugih, in nimajo izdelane ideje in mediji tako težko pomagajo. Tako da, kdorkoli bi si želel medijske podpore, naj pogleda, kaj oni delajo, naj ima cel teden prižgan tisti program, ali je to radio, ali je to TV, ali je to, kaj jaz vem, karkoli, Zeitung, karkoli drugega, preberite, poglejte vse priloge, pač razdelajte, kaj bi radi, na podlagi tega, da veste, kje pri njih je priložnost. V glavnem, to je ful pomembno. No, mi smo ProPlus na ta način dobili, da smo jim povedali, kaj imamo, kako si mi predstavljamo sodelovanje, kje so naše bojazni in pa kje vidimo priložnosti. Tako da na ta način smo začeli eno super fino zgodbo. Ampak veriga dobrih ljudi pač ni brez dobrih ljudi. Mi smo lahko z ProPlusom sodelovali, kolikor hočemo, ampak če ne pritegnemo ljudi z našimi zgodbami, pol ni nič, ne. In smo začeli iskati člene verige dobrih ljudi. Zdaj tu sem napisala, ja, gradijo verigo dobrih ljudi tako ljudje, ki jim pomagamo, kot tudi vsi tisti, ki želijo pomagati. Se pravi, naša premisa je, da smo vsi dobri in da vsak daje tisto, kar lahko, vsak pa prejme tisto, kar potrebuje. To je zelo pomembno, ker tako ljudje, ki nam pomagajo, vedo, da tudi če se oni znajdejo v stiski, kar je zdajle v tej situaciji zelo možno in se tudi dogaja, da bojo lahko prišli k nam in bojo tukaj prejeli tudi tisto drugo, kar potrebujejo. Zastavili smo si tudi cilje. To je eden izmed strateško zelo pomembnih zadev, da imaš postavljene cilje. No, in naša dva cilja sta, da ljudi, ki so revni oziroma ki se znajdejo v teh stiskah, opolnomočimo do te mere, da se zmorejo sami izviti iz revščine in da zmorejo tudi sami zaživeti brez kakršnekoli podpore, hkrati pa, da opozarjamo na pomembne in potrebne sistemske spremembe, ki bodo ljudem omogočile, da se hitreje rešijo. To tudi delamo, ne vem, tisti, ki nas spremljate, ste videli, da je Anita bila prejšnji teden na odboru za šolstvo, da je opozorila, da je treba neke zakonodajne spremembe sprejeti, ki bi omogočile, da šole zdajle razdeljujejo hrano vsem, pa je bila zavrnjen, pa je bil ta predlog zavrnjen. Ampak dobro, ne glede na to, da smo za zdaj s tem predlogom bili neuspešni, smo bili pa z drugimi dosti bolj uspešni in tudi malo računamo, da bomo še s kakšnim. No, in seveda upam, da tudi s tem. Vendar je proces, v katerem, no, kot sem rekla prej, tudi naletiš na kako oviro. No, izhajamo pa iz tega, da je vsaka družba tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen. Kaj smo dosegli z verigo do zdaj? Zelo veliko. Zdaj, kaj v praksi to pomeni, da mi gradimo verigo dobrih ljudi, je, da smo prisotni v prispevkih na svetu, na 24 urah, na preverjenu, na 24ur.com. Hkrati smo dosegli nekaj pomembnega. V vseh naših prispevkih novinarji upoštevajo naša opozorila in ljudem zakrivajo obraze in spremenijo glas. Tukaj smo se malo igrali z ognjem, bom rekla, zaradi tega, ker gledalci
še vedno želijo videti obraze. Žal. Če pogledamo uspešnost zgodb, naše so zelo uspešne, nič ne rečem, zelo veliko denarja zberemo, zelo konkretno lahko pomagamo družinam. Vendar, če ste bili malo pozorni, kakšne sredstva so se zbrala za Vida, zdajle teden, dva nazaj, in kakšna sredstva so se zbrala še za, zdaj sem pa ime mi je iz glave skočilo. Kaj je že bil on drug fantek? Misliš Krisa? Kris, ja, glej. Najbolj razumem, veš, se zgodi. Ja, milijon stvari, milijon imen. Za Krisa je bilo zbranega ogromno denarja in super in hvala Bogu in tako je prav in Slovenija mora skupaj stopiti, vendar hočem samo opozoriti na to razliko, ne? Kris se je izpostavil, starši so govorili, mi naše družine res skušamo zaščititi pred tem, ker stigma, kadar govoriš o revščini kot taki, je ogromna in to, kar nam naši ljudje povejo, kakšne pritiske doživljajo, pač nas je gnalo k temu, da pač tudi novinarje prosimo za malo razumevanja. Ampak v glavnem, tukaj sem dala nekaj čist primerov, kaj vse smo delali, se pravi prispevki. Anita Ogulin je pisala dnevnik. Imamo redne novinarske konference enkrat na leto, kjer poročamo, koliko denarja je zbranega, zakaj gre denar, kako se projekt razvija, kaj delamo, opozorimo, kaj je aktualno. Hkrati to skozi sporočila za javnost celo leto počnemo in tudi opozarjamo na neke aktualne problematike ali pa skozi dogovore 1-na-1 z raznimi novinarji. Ampak pri sporočilih za javnost bi recimo opozorila tudi na timing, kar je mogoče Ana pred mano tudi omenjala, malo timing, ne. Zdajle smo imeli 3 tedne nazaj dogovor z OMV Slovenija, ki je naš zelo velik podpornik že veliko let, da letos pač ne bomo mogli jesenskih počitnic izvesti. In smo jih prosili, če lahko namesto tega njihov denar namenimo za ogrevanje. Oni so takoj pristali, smo seveda takoj vso dokumentacijo z njimi uredili, hkrati smo skupaj poslali ven sporočilo za javnost, ki je pa doživelo zelo velik odziv, ki ga mogoče pred pol leta ne bi, ki ga mogoče en teden nazaj ne bi, zato ker je bil timing ta prav. To se nam je seveda tudi malo posrečilo, ne, ker ne moreš vedeti. V glavnem, ravno tisti dan je tudi vlada razpravljala o tem, kaj vse bojo zaprli, začelo se je mrzlo vreme, in hkrati smo mi opozorili, da gre zdaj namesto na počitnic na ogrevanje. Tako da, to so tisti momenti, ki ti lahko služijo ali pa ne. Potem, kaj je zelo pomembno pri projektih, je grajenje odnosa z donatorji in podporniki. To si zapomnite vedno. Zahvale, pravila igre morate določiti jasna. Mi imamo pravilnik, v kakih primerih, pod kakšnimi pogoji sodelujemo, v kakšnih akcijah z donatorji, s podporniki. Tako da to vam bo zelo prav prišlo, če si boste naredili. Potem je recimo družbena omrežja Sofina, tam lahko aktivirate ljudi zelo hitro. Je v bistvu vaš lastni kanal, vaš lastni medij, s katerim lahko upravljate. Za družbene omrežja so izobraženi ljudje, ki jim gre to zelo fino in jih je fino imeti v ekipah. Tako da polagam na srce, da se kar poslužujte. Jaz bi tule, če lahko, pohvalila humanitarček, ki je odlično izkoristil družbena omrežja s projektom Vida. V glavnem, potem dalje pa so še posebne akcije z donatorji, s partnerji, potem so ambasadorji, prisotnost na različnih dogodkih, sodelovanje s šolami, vrtci, centri za socialno delo. V strategiji si mogoče tudi napišete, kdo so vaše ciljne skupine in napišite pač vse, s katerimi delate, ker vaša ciljna skupina ni samo javnost, splošna, niso samo, ne vem, mamice stare od 30 do 40, karikiram. Vaša ciljna skupina so recimo šole, vrtci, pri nas so to centri za socialno delo, to so vsi, ki predlagajo družine. Tam so ljudje, tam delajo ljudje, ki so lahko vaši podporniki. Pa še to, preprosti načini doniranja so zelo fajn stvar. In pa dovolimo podpornikom, da širijo dobro besedo o nas.
Jaz sem tule malo nanizala pogoje za uspeh. Razmišljala sem, kaj vse vedno poudarjamo kredibilnost in zaupanje pri nas. Delamo vse, da to ohranjamo. Ampak sem razmišljala, kaj vse je potrebno, katere pogoje izpolnjevati, da si kredibilen, da si zaupanja vreden. Tukaj sem jih nanizala nekaj, bi pa opozorila na to. Jaz redno spremljam Edelmanov Trust Barometer, ki ga izdajo vsako leto. In tam primerjajo različne sektorje, med drugimi tudi NGO. In NGO smo na vrhu po zaupanju, vendar ga moramo tudi ohranjati. In še ena stvar je, če ena nevladna organizacija naredi nekaj narobe, nasrkamo vse. To se je treba zavedati. In tudi nazadnje smo tudi mi nasrkali, ker je ena gospa denar porabila zase in smo se tudi mi morali zagovarjati. Tako da bodimo previdni, delajmo dobro, zato smo nevladniki, če ne bomo pokopali cel sektor s seboj. No, kaj pa je, recimo, kaj gradi kredibilnost, kaj gradi zaupanje, predanost, to je kompletno, samo malo moram si švingelce odpreti. Gre za to, da vemo, kje smo, zakaj smo tu, kaj počnemo, kaj je naš cilj, da delamo s srcem. Kaj pomeni konsistentnost, da sledimo temu, kar smo rekli, da ko enkrat nekaj rečemo, lahko drugič to potrdimo ponovno. Iskrenost, zelo pomembna stvar. Če nekaj ne morete narediti, povejte. Če nekaj lahko naredite, naredite. Takoj, držite obljube. Strokovnost, pri nas, recimo, čisto za verigo dobrih ljudi govorim, je ta strokovnost veliko izkušenj na terenu. Zdaj, pri kakšni drugi organizaciji je to lahko tudi kaj druga. Seveda, tudi kakšna teorija je čisto strokovnost, odvisno od sektorja. Mi imamo tudi, recimo, pravnico, ki nam pomaga pri vseh pravnih zadevah, tudi kadar opozarjamo na nujne sistemske spremembe. Potem zanesljivost, spoštljivost je sicer tako in tako temelj vsakega odnosa. Odprtost, bodite odprti za pomoč, za predloge, tudi za kritiko. Jaz mislim, da je kritika najboljši odziv na naše delo, zaradi tega, ker s hvalo ne dobimo toliko povratnih informacij kot s kritiko in s kritikami si lahko zelo pomagamo. In pa odzivnost. V današnjem času je pač odzivnost edina je takojšnja. Če nisi takoj odzivn, te pokoplje. Tako da bodite odzivni res hitro. Tule sem malo, tak je naša prisotnost na dogodkih. Gradimo verigo dobrih ljudi, tudi tule jo vidite obešeno. Tako da ljudi kar malo prosimo, da naredijo kaj, da podpišejo. In je fino imeti koga tudi iz politike na tvoji strani. Zdaj pa, pri nas se trudimo, da je vsak člen verige tudi njen glasnik. Gradimo zaupanje, s tem, da transparentno poročamo o uporabljenih sredstvih, o našem delu, o pomembnih spremembah. In dajemo povratne informacije ves čas. Tudi mi imamo razne dogovore z raznimi donatorji in tudi moramo nenehno pisati poročila o tem, kako je bil vsak cent porabljen. Tudi to vzadaj računovodsko, seveda mora vse štimati. In pa smo zelo spoštljivi do naših podpornikov, spoštujemo njihov čas, spoštujemo njihova prizadevanja in to tudi povemo. Tega nikoli ne moremo dovolj poudarjati. Vendar se moramo truditi, da res velikokrat damo zahvalo tistim, ki nas podpirajo in ne dajo recimo nekega finančnega prispevka, ampak dajo neko drugo podporo. Recimo, kadar se začne kakšna debata na Facebooku
o nevladnih organizacijah, ali pa recimo o nevladnih organizacijah, podporniki, ki so kdaj sodelovali z nami na kakršnikoli način, tudi zagovarjajo nas, če bi bilo to potrebno. No? Tako da to je zelo, zelo, zelo pomembno. Zakaj pravimo, da je veriga dobrih ljudi gibanje? Zato, ker opozarjamo na krivice in nepravice. Zato, ker skupaj tudi z našimi podporniki skušamo ustvariti lepši svet. Mi odgovarjamo na aktualne potrebe, to sem že prej povedala. To je zelo pomembno. Mi seveda imamo neko strategijo, ki nam začrta neko smer, v katero bomo šli. Vendar moramo biti odzivni na aktualne spremembe. Epidemija je pač klasičen primer. Mi smo imeli, oziroma imamo nek tok delovanja, ki ga je epidemija mičken spremenila. Mi še vedno sledimo temu, kar smo si zadali, vendar smo opazili povsem nove oblike revščine, drugačne potrebe družin in smo na to takoj začeli opozarjati. Gibanje je tudi zato, ker zahtevamo družbene spremembe. Na nujnost sprememb opozarjamo tudi politiko in pa spreminjamo percepcijo družbe. Ves čas opozarjamo, da revni niso lenuhi in to večkrat na več mestih, v več intervjujih in nekako opažamo mičken že sprememb tudi na tem področju. Nismo še tam, kjer bi želeli biti, vendar upamo, da kmalu bomo. Tukaj bi morda izpostavila še to partnerstvo z drugimi organizacijami. Ob zadnji novinarski konferenci smo se mi združili z EAPN mrežo in se vsem zelo lepo zahvaljujem, ki so sodelovali, ampak smo ob naši novinarski konferenci lahko predstavili tudi poročilo o revščini v Sloveniji, ker je čist pasalo v naš kontekst in je bilo tukaj dvojna korist. Seveda smo mi imeli nekaj koristi od tega in hkrati je poročilo dobilo mnogo več prepoznavnosti. Tako da to se mi zdi zelo pomembno, da če z drugimi nevladnimi organizacijami vidite neko sodelovanje, neko korist, je to fino. Tako je pa zdaj, veriga dobrih ljudi se je začela leta 2018, oktobra 2018. To je menda slika iz petka. Ja, v petek smo imeli 895 členov verige dobrih ljudi, ki so se v takle obrazec na naši spletni strani vpisali. Tukaj se točno vidi, kje vse po Sloveniji so prisotni naši podporniki in to se nam zdi največ vredno. Da je en tak projekt res vseslovensko prepoznan in da imamo podporo res v vseh krajih. To pomeni, da tudi tisti ljudje, ki se znajdejo v stiski, pridejo do pomoči zelo hitro. Tole sicer bomo zdajle v kratkem umaknili in bo nastalo ena nova akcija, pripravljamo nov projekt, tako da upam, da mu boste sledili. Kaj več pa čez 4-5 dni mogoče. Upam, da boste prepoznali. Drugače nas lahko malo posledite na Facebooku, da boste videli, kako delamo, kaj delamo. Zdaj pa jaz mislim, da lahko gremo kar k vprašanjem. Hvala, Maruša, za tole začetno uvodno predstavitev. Mislim, da je bilo kar nekaj takih informacij, ki so lahko dale ljudem malo časa za razmislek, pa tudi za to, da ugotovijo, kaj bi jih še zanimalo. Nekaj vprašanj imamo. Ne bom nič povedala, če so vsa od mene ali ne, ampak nekaj. Prav. Ta prvo je, da tudi pač v okviru tega odgovora na COVID pa na stiske, v katerih so se znajdeli posamezniki, se najde kar precej nekih pobud ljudi, da naj se jim pač ljudje, ki so zdaj v stiski, javijo, pa jim bodo oni zrihtali za jesti, za piti, ne vem, računalnik, karkoli, skratka neko tako direktno komunikacijo. Oziroma, želijo si vzpostaviti direktni stik s temi, ki pač rabijo pomoč in oni naprej bi pomagali. In
ja, kaj je v bistvu s tem narobe, zakaj je boljš, če bi se namesto tega pač podprli te posamezniki, ki nudijo pomoč, zakaj bi bilo boljš, če bi pač še vseeno rajši podprli organizacije, ki že ponujajo pomoč, pa imajo pač nek sistem postavljen in kako nagovoriti te potrebe, oziroma te ponudbe, kako odgovoriti na take Facebook poste, recimo. Ja, to je zelo zanimivo. Tega je res veliko, tudi mi opažamo. Nič ni narobe s tem, če kdo hoče pomagati. Vendar mi v verigi dobrih ljudi zagotavljamo več kot samo paket hrane, več kot samo neko finančno donacijo, ampak pomagamo tudi psihosocialno. K nam ljudje pridejo na posvet, naučimo jih ravnati s financami, naučimo jih pisati recimo CV-je. V glavnem mi jih naučimo res vse, ker potrebno je razumeti eno stvar. Ljudje, ki so v nekih stiskah, ki so revni, se znajdejo v stiski, njim funkcionalnost povsem pade. In oni se niso sposobni sami, res veliko stvari jim zašteka, no? In zato jim tudi celo življenje zašteka in to mi v verigi počnemo. Ampak kakorkoli, se pravi, vsaka individualna pomoč je zelo dobrodošla in mi tudi spodbujamo, da ljudje so pozorni na sodelavce, na sosede, na prijatelje, na znance, kaj se dogaja z njimi, mogoče potrebujejo kako pomoč. Zaradi tega, ker če bojo med seboj pozorni, bojo tudi dojemljivi za neke širše težave. In ker se dobro z dobrim vrača med drugim. Vendar pa ja, pasti je kar nekaj. Zdaj tako na hitro se loteva takih večjih obsegov pomoči, zna biti zelo nehvaležno. Mi imamo tukaj izdelan sistem, izdelano transparentnost, se pravi vsak evro, ki pride k nam, gre na točno določen konto, gre za točno določen namen. Za tisto, kar ljudje dajo, za tisto tudi denar gre. In o tem tudi poročamo. Torej, ne more iti nikakor drugače. Zdaj, pri kaki manjši zadevi se to seveda lahko zgodi. Ni nujno, da se pa lahko in je možnosti veliko več. Mi imamo nadzornike, ki nadzirajo, kako mi delamo. V glavnem, nadzor je tak, da sploh ne smemo in ne moremo zasrati, bom kar domača. In poleg nadzornikov imamo tudi redne revizije. V glavnem, nadziramo smo vseh strani in je to pač ena od prednosti. Je pa seveda tudi res, da kolikor skušamo biti hitri in si prizadevamo, da smo hitri, včasih ne moramo biti, ker smo na sestanku. Evo, tako preprosto. In ja, še vedno je, veliko ljudi reče, ne zaupam organizaciji, ne. Tako da smo mogli nekje v preteklosti, ne mi kot ZPM Moste, ampak vse organizacije slabo delati, no, da je to tako splošno razširjeno, ampak to bo trajal čas. Zato sem tudi prej, oziroma to bo terjalo veliko časa, zato sem tudi prej rekla, če ena od organizacij naredi nekaj narobe, nosimo čisto vse posledice. Težava je tudi v tem, ker vedno poročajo o teh, oziroma ker vam v javnost pridejo vse zgodbe o neuspehu, pa samo peščica zgodb o uspehu. Ja, to je res. Dejansko javnost dobi pač občutek, da je veliko več teh nekih zlorab in tako naprej, kakor pa dejansko tistih, ki delajo prav. Tako da ja, spet še enkrat poziv k temu, da vsi skupaj veliko bolj aktivno sporočamo svoje rezultate, povemo, kaj delamo, kako delamo, pa predvsem spet pač tle smo na tej proaktivni transparentnosti, o kateri smo se že pogovarjali, dejansko sporočati javnosti, kaj smo naredili, kako smo naredili, kam so šla sredstva, na kakšen način smo jih porabili in vse to nam bo na dolgi rok vsem skupaj koristilo, no? Ker tle imamo še precej neke zaloge, ki jo lahko izkoristimo. Tako, objavljanje letnih poročil je ena od njih. In
Najbolj osnovna, ne? Najbolj osnovna, ampak tudi mislim, da zelo dobro zaleže. Pa hkrati recimo poslati sporočilo za javnost, da je to objavljeno, da je, ne vem, pa kakih par teh momentov izpostaviti, ki so najbolj pomembni. Bi pa rekla to, kar si izpostavila Veronika, da kaj se je spremenilo v zadnjih 5 letih. Pred 5 leti, ko je ena organizacija zafrknila, so poročali samo o tem, da je zafrknila. Zdaj, zadnje 3 leta, ker mene 1 leto vmes ni bilo, 3 leta pa se obračajo na nas, novinarji, ko organizacija zafrkne, pokličejo k nam in nas prosijo, da pridemo na TV povedati, zakaj smo mi transparentni. In s tem v bistvu ne gre za ZPMM polje, daleč od tega. Gre za to, da ljudje zaupajo Aniti Ogulin in zato tudi mediji prosijo Anito Ogulin, da v imenu nevladnih organizacij pove, da smo vredne zaupanja. Ja, dejansko je prišel do... Se mi zdi, da pač predvsem projekt Botrstvo je bil tisti, ki je toliko visok na tej stopnji zaupanja strani ljudi, da je to tisto, kar pač v bistvu res pomaga. No? Evo, imamo še par vprašanj, tako da bi šla kar naprej. Da sam Lenki Puh odgovorim, sami so se vpisali vseh teh 895. Evo, super. Tam nismo ga zgrešili. Super. Okay. Naslednje vprašanje je, prej si omenila, v bistvu je bil pač tam na sliki ljubljanski župan, a ne? In rekla si, ja, včasih je treba sodelovati tudi s politiko oziroma s politiki, ampak kako pa poskrbeti, da nas ne izkoristijo in uporabijo samo za samo promocijo? Zelo previdni moramo biti. To se zelo hitro lahko zgodi, vendar... Tako bom rekla, zelo biti previden na vsako potezo, ki jo do nas naredi politika. In obratno, mi naredimo en org dopis in ga pošljemo, mi recimo ne vključujemo medijev v to komunikacijo, ki jo imamo z politiko, zato ker ni potrebe. Včasih je potreba, včasih je ni in to je treba zelo uravnavati, no. Tako bom rekla, mi smo imeli priložnost, ko nas je obiskala bivša ministrica za delo, je prišla pogledati, kako delamo, seveda je bilo to medijsko izpostavljeno. Nimamo problema s tem, ker smo ji pol istočasno povedali, kaj bi radi od nje in na kak način naj do tega pride. In to brez medijev in je seveda obljubo držala. Hkrati je potem prosila, da je Anita prisotna na neki njeni okrogli mizi. In smo rekli, ja, seveda, vendar ne sme izgledati, kakor da Anita Ogulin v kakršnem koli pomenu podpira vaše delovanje. In so se tega tudi držali, zato ker bom rekla, da politika do zdaj ve, da če bo jo želeli izkoristiti nas, bomo tudi mi zelo grdo odreagirali. Bodo imeli backfire, skratka. Bojo dobili nazaj, kot ga je bila deležna gospa Romana, ne? Ja, absolutno. Ja, se mi zdi, da pač je predvsem pomembno to, da organizacija kot taka ne izgubi svojega cilja, ne glede na to, kakšni so cilji politikov, s katerimi, politikov ali pa strank ali pa kakorkoli že, s katerimi sodeluje. In se mi zdi, da predvsem pomembno pri tem je to, da ne podpišeš kar vsega, kar predlaga določena politična opcija, ki ti je blizu, ali pa posamezen politik, s katerim ste mogoče v preteklosti dobro sodelovali, ampak da dejansko greš pogledati vsak predlog posebej, pa se odzoveš glede na to, kaj je zdaj v skladu s tem, kar si prizadeva organizacija, pa kaj je v skladu s tem, kar so potrebe ljudi, ne? Absolutno, absolutno. To je del strategije, ne, ki jo imaš. Ti v strategiji moraš vedeti tudi, kako boš pristopal do politike, kaj boš od nje zahteval in na kakšne načine. Čist primer, mi smo naredili manifest leta 2014, kjer smo predlagali sistemske spremembe nujne za to, da bi se revščina v bistvu zelo, zelo zmanjšala v Sloveniji. Pa niso to neke težke, blazne spremembe, pa jih je še kar
precej nerešenih. 4 so upoštevali, ker so bili taki lahki koraki, pa všečni. Od njih pa zdaj recimo v času epidemije pospešeno zahtevamo vzpostavitev poroštvenega sklada, pa nismo uspešni. Kljub temu, da to delamo indirekt z nekimi pogovori s politiki in tudi preko opozarjanja medijev. Vendar je pač predlog dosti zapleten, da bi težko k njemu pozvali podporo splošne javnosti. To je pač res zapleten. Tako da tu imamo še možnost, da pridobimo podporo splošne javnosti in jo tudi bomo, ampak politika si pač vzame čas, ker si ga lahko. Mi moramo pa poskrbeti, da tudi mi dobimo svoje od tega, ne? Tako. To je tista žalost, ki jo moramo v nevladnih organizacijah sprejeti, da včasih mora priti pravi čas za kako stvar, no. Kot je Ana prej rekla, pač 3 leta, pri nas 6 let še vedno ta del ni sprejet, so pa 4 drugi, kar je super, ne. Ja, dejansko je absolutno tek na dolge proge vsakič, ko se lotaš nekih temeljnih sprememb. Okej. Gremo naprej. Vprašanje. Omenila si, da so se zgodile nove potrebe in da ste jih zaznali in ste pač dejansko reagirali. Kako pa sploh dobite informacijo o tem, da je prišlo do spremembe na terenu? Ja, predanost. Hodimo na teren. Imamo strokovne sodelavce, še strokovnost. Strokovne sodelavce, ki hodijo dejansko na terene k družinam, se pogovarjajo z njimi, tudi k nam prihajajo družine, da se razumemo. Družine same kličejo k nam, ko rabijo pomoč, same povejo, v čem je problem. Tako da na podlagi tega imamo mi tedenske sestanke in me potem sodelavci recimo zbrifirajo, kaj je zdaj aktualna stvar. Jaz pokličem novinarja, mu to povem. Tudi to recimo, dobri odnosi z novinarji. Jaz imam zelo veliko novinarjev v telefonu, s katerimi se tudi zasebno dobro razumemo in jih vem, da jih lahko pokličem in jih opozorim, to se dogaja. Dobro, poleg tega, da imamo itak partnerja ProPlus, ki tako iz tega naredi zgodbo. Zdaj pa zgodba. Zgodbe so zelo pomembne. Zgodbe je treba ustvarjati in za zgodbami je zelo veliko dela. Tako da organizacije, ki želijo iti v akcije, ki so vseslovenske, rabijo veliko strokovne podpore v smislu PR-ov in marketingašev zadaj. Ja, res je. Evo, nismo še izčrpali vsa vprašanja, veš, kar nekaj jih je, pa zdaj pa res niso vsa moja. In je vprašanje še, kako poteka pomoč pri svetovanju uporabnikov za izboljšanje njihove ekonomike, skratka družinske in osebne, kako se tega lotevate? Tega se lotevamo tako, da jih povabimo k nam na delavnice. Zdaj, ko ni delavnic, izdelujemo spletno platformo, na katero se bo lahko prijavljali in bo imeli not informacije. Seveda to ni isto kot srečanje v živo. Zdaj mi imamo tako ciljno skupino, pri kateri ne moramo računati, da imajo računalnike, zato smo recimo v prvem valu epidemije 900 računalnikov razdelili družinam, ampak imamo druge načine, ko pridajo k nam na razgovor, skupaj pogledamo, kje imajo problem in ga v bistvu rešijo z našimi sodelavkami. Tako da to je večinoma 1 na 1 delo. Z tistim, ki se spozna na temo, bom rekla. Skratka, več ali manj individualno, ker je verjetno samo to, ampak to tudi pomeni zelo velik v bistvu časovni vložek z vaše strani. Časovnega vložka je ogromno. In zdaj tako, mogoče je izpadlo tukaj
kakor da mi od podpornikov rabimo denar. Pa ni res, da rabimo samo denar, mi rabimo tudi strokovnjake in smo recimo zgradili kar lepo bazo terapevtov, ki pomagajo pri psihosocialni pomoči. Tako da imamo zdaj po celi Sloveniji terapevte, ki brezplačno pomagajo, imamo pa hkrati tudi recimo donatorja, ki namensko pomaga za psihosocialno pomoč, se pravi usmerja denar v eden od stebrov verige dobrih ljudi, ki je psihosocialna pomoč, in s tem plačujemo našim uporabnikom dostop do psihiatra oziroma do psihologa. Ker vemo vsi, mislim, vsaj tisti, ki se ukvarjajo s tem, da so čakalne vrste v zdravstvu tako dolge, da niti slučajno ljudje ne morejo pravočasno rešiti psihosocialne stiske, ne? Se pravi neke psihične težave, ki so pa zelo pogoste v revščini. In zato imamo, no, pač se pravi, mrežo nekih terapevtov. Zdaj, ni za zamenjati, če je tu kak strokovnjak, ne me narobe razumeti, psihosocialna podpora, terapija ni enaka kot tistemu, kar rabi nekdo z nekimi zelo resnimi težavami psihološkimi. Naši terapevti v bistvu preprečujejo, da bi se razvile neke hudo resne stiske v smislu, ne vem, psihoz in podobnega, kar rabi potem medikamente, ne? Ampak vsekakor pa imajo tukaj pri nas možnost te težave rešiti z strokovnjakom, no. Super. Odlično. Vprašanje glede zahval donatorjem. Na kakšen način konkretno se jim zahvalite? Mi recimo donatorju, od katerega imamo naslov, pošljemo papirnato zahvalo. Tudi po mailu pošljemo kako zahvalo, tako lepo oblikovano zahvalico, ki si jo lahko uokvirijo ali pa kakorkoli. Seveda pa recimo tistih, ki SMS sporočila pošiljajo, ne moramo doseči individualno, tako da se vsake toliko jaz tudi recimo na Facebooku zahvalim. Skratka, prilagojeno glede na donatorja oziroma glede na možnosti pa podatke, ki jih imate. Absolutno, pa tudi seveda prek nekako izkoristimo priložnost, kadar nam uspe, da se zahvalimo donatorjem, no. Je vsekakor pomembno, ja, ohranjati z njimi stike in jih ohranjati blizu organizacije, da ne pozabijo niti, da so ratali enkrat vmes donatorji. Tako. Evo, še vprašanje glede ekipe PR-ovcev. Zanima jih, koliko ljudi se ukvarja z ustvarjanjem zgodb. In pač ja, vprašanje je, zanima me z vidika kapacitet, ki jih bom brala celega. No, dejali ste, da vam pri ustvarjanju zgodb pomaga ekipa PR-ovcev in marketinga. Koliko ljudi je to? Zanima me z vidika kapacitet, ki jih mora imeti NVO, da se sploh loti take akcije. Ful je fajn ekipo, umirala bi za njo. Nimam je. Ponavadi jaz to sama naredim, ampak ni moja zasluga. Jaz grem do sodelavke, ki se ukvarja z družinami, jo gnjavim pol ure, naj mi da eno družino, potem jaz to družino pokličem in jo gnjavim še bogorevo po telefonu, zato da dam telefonsko novinarki ali pa novinarju, ki jo bo posnel in potem vmes še novinarja buzeriran, kaj lahko vpraša, pa kaj Bog ne daj, da vpraša, ker lahko sproži kaki plaz, kakega, v glavnem, čustev nepredvidenih. Tako da včasih zapravim cel dan za to, da eno zgodbo spravim v medije. Ali pa dva. Tako da, ja, bi ubijala za kakega marketingaša in PR-ovca še zraven. Je pa vesela novica to, da pri nas vas zdaj 2 za PR, tako da jaz lahko celo zbolim. In me nadomesti sodelavka, vendar je ona odgovorna za botrstvo, jaz pa za vse ostalo, no. Malo porazdeljeno, ampak evo, boljše kot nič, ne? Ja, bi pa rekla to, da Pro Bono agencija, ne, s katero sodelujemo, nam zelo pomaga pri ustvarjanju nekih drugih vsebin, ampak to, da pa zgodbo konkretno ven spravimo, moram pa jaz sama, ker tudi najboljš poznam naše družine. V glavnem, no. Imamo pa na agenciji je ena,
pa na strani Pop TV-ja je ena oseba. Tako da pol mi tri nekako delamo vse ostale zgodbe, vse ostale akcije ali pa kampanje. Še vedno je verjetno res pomembno pri teh vaših zgodbah, da v bistvu si ti tista, ki komuniciraš z družinami, oziroma da imate nekoga, ki je usposobljen za komuniciranje z družinami, ker je še vseeno spet malo posebna situacija, so le pač, kakor si rekla, ranljivi in ni glih, da jim lahko zastaviš vsa vprašanja, oziroma moraš imeti pač toliko informacij, da veš, kaj lahko pa kaj ne moreš dobiti od njih, in ja, je potem verjetno še toliko težje dobiti nekoga novega, nekoga zunanjega, ker ne samo, da mora biti dober PR-ovec pa marketingar, ampak mora imeti potem še ta dodaten čut za ljudi pa njihove stiske. Ja, to je zelo pomembno. Ta čut ali pa neka seznanjenost s tematiko, tako da recimo nekoga, ki se je zdaj odločil, da rabi PR-ovca, mu polagam na srce to, da raje dobi nekoga, ki čuti to, za kar je nevladna organizacija namenjena. Ker bo bolj PR toliko boljše. Pa še to pri nas zavešča tega komuniciranja, tako da včasih Anita zrihta kaj, ko jaz pa časa nimam še obrniti. Imamo prednosti. Absolutno pomaga, če imaš nekaj ljudi na seznamu s telefonskimi in tako naprej, ki jih lahko kadarkoli pocukaš za rokav. Evo, Maruša, mi z veseljem izkoriščamo to tebe dostkrat, no? Tako da, evo, tudi mi pridemo na svoj račun včasih, ker rabimo kakšno konkretno informacijo, kaj se dogaja na terenu. Ja. Super, mi smo izčrpali zdaj vprašanja, ki so jih zastavili tle. Lahko še enkrat pozovem, če ima kdo še kaj za vprašati, naj izkoristi ta trenutek. Sicer pa, Maruša, se ti zelo lepo zahvaljujem za tale tvoj input. Jaz mislim, da je bil tudi ta del zelo koristen. Upam, da bodo si tudi ostali lahko s tem kaj pomagali, glede na to, da si imela kar nekaj vprašanj in da so se angažirali. Predvidevam, da so kar dobro poslušali in jim je bilo zanimivo.